Pozdravljeni v Ave kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili angleško pečenko. Angleška pečenka se v osnovi pripravlja iz ramstka. To je en izmed boljših kosov mesa. In sicer pripravili ga bomo tako, da ga bomo marinirali z piransko soljo, s polnozrnato gorčico. Drugo polovico bomo pustili mariniranega, ampak bomo dali na njega pa dali tako zelenjavno hrustljavo skorjico bomo naredili. Naredili bomo pa to tako, da bomo, ko bomo ramstek zmarinirali, ga bomo opekli na žaru in potem ga bomo dali v pečico. Pri ramstku so pomembne tri stvari. Kako je mariniran, kako je pečen in koliko časa odleži. Pomembno je, da ko ramstek, ko se speče, da odleži. Meso, ko se peče, beljakovine zategnejo, vlakna zategnejo, ratajo trda. In potem, ko se to ohladi, se začne mehčati. Tako da, ko se meso speče 10-15 minut, noben problem. Ne odleži, sok, ki bo stekel ven, ga bomo mi uporabili za preliv. Tako da zraven bomo ponudili mlad krompir, jaz ga tukaj že kuham, in pa ponudili bomo tudi beluše. Zdaj bomo mi tale ramstek marinirali. Smo rekli sol. Tale ramstek je uležan približno 20 dni, je star. Tudi vidi se po barvi mesa, da ni več rdeč, ampak dobi tisto temno patinasto barvo. To je pa tudi pomembno pri teh stvareh. Bolj kot je temna, ne mislim, da je to slabše meso, to je boljše. V tem primeru je to boljše. Dober. Potem bomo pa kar fajn tole utrli noter v meso. Takole. Takole. Ja, takole bomo pustili približno 5-10 minut, tako da se sol raztopi, da se fajn zmarinira. V tem času bomo pripravili pa skorjico hrustljavo. In sicer pripravljamo iz zelišč. Jaz sem si tukaj že pripravil v mlinčku. Peteršilj, česen, rožmarin in pa žajbelj. Tole bomo takole na hitro zmiksali. Ne bomo preveč miksali. Čisto nežno, da ne bo ratala krema. Nočemo imeti testa. Dali bomo drobtince. Dali bomo eno žlico kisle smetane. Eno jajce bomo dali noter, sol, poper. Takole bomo tole zdaj še enkrat zavrteli na hiter. Moramo poskrbeti, da bo masa gosta, da ne bo preredka. Če je preredka, dajte še malo drobtinc noter. Voda bo tudi zelo vsak čas zavrela. Panvita beluši, v bistvu špargli, so beli špargli. Svežina, v eni izmed prejšnjih oddaj smo že povedali, ne? Treba je biti pazljiv pri nakupu, pogledati, koliko so stari. Ugotovimo pa po temu, da vzamemo enega in odlomimo. In takoj vidimo, koliko globok se je beluš izsušil. Globi kot je suh, starejši je. Kar pomeni, da ga bomo mogli tudi več odrezati stran, zato ker tisto, kar je suho, ni več v redu. Tele so zelo sveži. Da bomo samo tele spodnje dele odrezali. Načeloma jih ne bo treba lupati, če pa že, se pa olupijo samo tele spodnji deli. V tem času bo voda zavrela, beluše se vedno kuha tako, da je voda do vrha špargla. Vrh naj ne bo v vodi, ker se ne samo v pari pošira. Ramstek smo marinirali, dali ga bomo na pol. Takole bomo vsako polovico posebej opekali iz vseh strani na hiter. To pomeni, da bomo samo opekali, naredimo hrustljavo skorjico, to zato, da probamo potem, ko damo v pečico, da bo čim manj vode iztekalo ven iz njega. Evo, mi smo
upekli na tem Hasselhoff žaru. Super žar, lahko uporablja tudi pozimi za vse vrste mesa na žaru. Probali smo peči omlete gor na njemu. Top zadeva. Tako da dejansko je zadeva vsestranska. Ko se bo upekel, eno polovico ga bomo spekli na tur, drugo polovico bomo naredili pa s tole takole hruslavo z lično skorico. Voda vre, jo bomo solili. Beluše bomo kar takole spustili noter. Kuhali bomo pa približno 5 do 6 minut. Tako je popolnoma dovolj. Zdaj pa tako, imamo običajno 3 načine pečenja. In sicer en izmed teh je medium, rare pa well done. S tem, da rare je čist praktično surov noter. Temperatura ne preseže 50 stopinj. Medium nekje 50 stopinj, well done nad 60, v bistvu nad 70 stopinj, bolj že preko 80. Mi bomo probali tam nekje okoli 65 stopinj, tako da bo noter sočna, bo rdeča. Pravi pa tako, na vsakih pol kile za medium uporabimo približno do 15 minut pečenja na 180 do 185 stopinj. Tole, mi bomo dali zdaj na tegale, tole skorico bomo dali, fajn jo skupaj zbili. Bomo dali samo po vrhu, ne bomo jo dali tudi okoli in okoli, ker bo spodaj bo tako pač odstopila od vlage. Bo pa tudi tale skorica pač obdržala meso bolj sočen. Na malčko olja. Zdaj, če imate sondo za spremljanje temperature, lahko uporabljate sondo. Drugače pa tako, kot sem rekel, probajte na čas. 15 do 20 minut za medium. Beluši se kuhajo, približno minutko rabimo še, da se bo izkuhali. V tem času bomo pripravili maslen krompir. Tole bomo dali po maslo, da bo malo bolj zanimiv, bomo dali še malo peteršilčka. Pa ga bomo lepo kar pustili. Približno 15 do 20 minut je minil. Mislim, da je bilo natančno 20 minut. Zadeva je pečena, ampak smo rekli, kaj je najbolj pomembna stvar pri ramstku. Da ga pustimo, pokrili ga bomo, pa ga bomo pustili približno 10 minut, da se umiri. V tem času se bojo vlakna omehčala, malo bo stekel pač soka ven, ampak ta sok bomo mi potem uporabili za preliv. Tako da bomo vzeli folijo, pokrili. V tem času bomo pripravili beluše. Tukaj sem pripravil preliv iz polnozrnate gorčice. Dodali smo sol, belo vino, kis in pa en malček oljčnega olja. Evo, takole bomo kar tole lepo zdaj začeli dekorirati. Tukaj sem pripravil slaninco, beluše lepo takole zavili. Tole smo dali slanino. Lahko naredimo tudi s pancete. Če bomo naredili s pancete, navijemo na takle val, zavijemo v folijo in damo v pečico peč za 10 minut na 190 stopinj. Zadeva bo ratala okrogla in trda. Tako kot boste dol vzeli, boste imeli tak lep krogec, ki boste lahko nadevali beluše noter. Prva govedina, prava lepotička. Tukaj mora biti. In zdaj še tale. Dve različne govedine. Ena je z lično skorico, ena je brez. Tako da smo jo še prelili s tole našo odlično polnozrnato gorčico. Bomo dali še 3 krompirčke. Na naše beluše čist masla, dekoracija. Takole. Ni še konec. Kaj manjka? Odlično vino. Manjka kruh. Takole. Angleška pečenka je gotova. Dober tek želim.